Pozdravljeni. Pred začetkom sezone 2023 je prav, da se tudi malo pogledamo, kateri izmed vseh vozniških parov na štartnem razporedu je potencialno najbolj eksploziven. Pred začetkom sezone 2023 moramo razmišljati tudi v smeri, da bomo lahko v prihajajoči sezoni videli kar nekaj sporov znotraj ekip. Namreč to delno premešanje vozniških parov je povzročilo kar nekaj zanimivih kombinacij in konec koncev razumeti moramo, da tudi oni vozniki, ki so bili do sezone 2023 nekako poslušni, lahko v naslednji sezoni praktično spremenijo svoje vedenje. Vsakdo izmed prisotnih na štartnem razporedu zase misli, da je najboljši, drugače ne bi bil voznik Formule 1. A videli bomo v nadaljevanju, da mnoge kombinacije so dobesedno eksplozivne. In o tem, da Max Verstappen ne bo popuščal naprimer Sergiju Perezu tudi tedaj, ko mu to ne bi povzročilo nobene škode, menim, da je vsem nam jasno. Videli smo ob koncu sezone 2022, kaj je dejal po radijski zvezi. Da med njima ni nekega prijateljskega odnosa, menim, da je jasno. A vsekakor vemo, da sta oba profesionalca in da ukolikor ne bo nekih specifičnih situacij, tudi ne bo prišlo do nekega medsebojnega spopada. A zanimivo bo videti, kako bodo morda iz boksov Red Bulla tudi Perezu nekako ukazali, naj se umakne, ukolikor bi bila v medsebojni borbi. A zaenkrat kaj takega nismo videli in iskreno povedano tudi dvomim, da bomo. A bolj eksplozivna situacija, kot je bila v sezoni 2022, bi se lahko pojavila v skuderiji Ferrari. Namreč obema voznikoma poteče pogodba konec sezone 2024. In seveda pri skuderiji se bodo morali odločiti, na koga staviti. Zaenkrat je v veliki prednosti Charles Leclerc. Tako med samimi navijači skuderije Ferrari, kot med novinarji, ki spremljajo Formulo 1. In konec koncev, če pogledate malce makete bolidov skuderije Ferrari, koliko jih je na razpolago številko 16 in koliko številko 55. In prav v sezoni 2023, ukolikor bo bolid skuderije Ferrari konkurenčen, bi se znalo zgoditi, da bo Carlos Sainz mlajši pokazal zobe in začel nekako motiti Charlesa Leclerca. In to bo neizbežno pripeljalo do notranjega boja med obema voznikoma. Videli smo tudi v sezoni 2022 in predvsem 2021, da tudi tu ni takega prijateljskega odnosa. Podobna zgodba se bo lahko zgodila pri tovarniški ekipi Mercedes. Tudi tu pod pogojem, da bo bolid dvojni V14 konkurenčen. Dvomim, da bo Lewis Hamilton tako popustljiv, kot smo ga videli v sezoni 2022, kjer pravzaprav je svoje rezultate v navednicah žrtvoval za ekipo. Treba je tudi razumeti, da George Russell ni Valtteri Bottas. In dvomim, da mu bo kdo po radijski zvezi povedal tisto, kar so mnogokrat sporočili že malce ubogemu Valtteriju. A tudi tu bo zanimivo videti, na katero stran se bo postavila sama ekipa Mercedesa. Ali na stran veterana Hamiltona, ali na stran bistveno mlajšega, ne moremo ga več imenovati novinca, Russella.
A bolj zanimive kombinacije so tiste, ki se nahajajo tik za unimi najboljšimi. In tu najprej moramo povedati, da pri ekipi Alpine so že sedaj pogoji, da bo takoj prišlo do spora. Namreč Pierre Gasly in Esteban Ocon se organsko ne prebavita. Še iz časov, ko sta skupaj tekmovala v manjših formulah. Seveda pred kamerami so vsi prijatelji in vsi nasmejani. Ampak če se nekdo karakterno ne prenese, dvomim, da na progi to ne bo prišlo do izraza. Še posebej, če bosta v boju za mesto. In tu je treba poudariti, da Esteban Ocon je že mnogokrat dokazal, da zna spraviti svoje nasprotnike dobesedno ob živce. In tudi pri McLarenu potencialno bi lahko videli kaj podobnega. Čeprav Piastri še ne vemo, kako je hiter, ampak kolikor bi se pokazal kot hitrejši od Landa Norrisa, bi znal Norris izgubiti potrpljenje, kajti do sedaj je bil on tisti prvi voznik, ki je imel vse na voljo in praktično za katerega so pri McLarenu kar mnogo žrtvovali. A vkolikor bi nekdo začel nekako spravljati v dvom ta položaj prvega voznika Landa Norrisa, bi se znalo zgoditi marsikaj. Namreč slišati je bilo tudi kar nekaj govoric, da naj bi bil Lando Norris tisti, ki bi se ga pri tovarniški ekipi Mercedes želeli, ko se bo Lewis Hamilton odločil za upokojitev. Zato tudi počutje samega britanskega voznika v McLarenu bo bistveno pri morebitnem podaljšanju pogodbe, ampak do tega je še daleč. A ne smemo pozabiti, naprimer, tudi na tisto, kar bi se lahko zgodilo pri ekipi Aston Martin. Namreč videli smo v sezoni 2022, da sta Fernando Alonso in Lance Stroll bila mnogokrat udeležena v trki. In seveda, takrat sta bila še v dveh različnih ekipah, ampak to ne spreminja dejstva. Znano je, da Fernando Alonso je tudi eden izmed onih voznikov, ki se na zunaj smehlja, je prijazen, kolegialen, ampak za volanom teh lastnosti ni videti. Lance Stroll po drugi strani je že mnogokrat pokazal, da ga pravzaprav ne briga, kakšne barve je tisti bolid ob njem, važno je, da on pridobi mesto. In tudi ta kombinacija tokom sezone 2023 bi znala biti še kako eksplozivna. A seveda pri ekipi Alfa Romeo F1 Team oziroma Sauber bomo lahko videli eno izmed najbolj stabilnih zased, kajti Valtteri Bottas in Zhou Guanyu verjetno ne bosta tolikokrat prišla v medsebojni stik. Namreč tu se moramo zavedati, da gre za preveliko razliko med kvaliteto enega in drugega. In dvomim, da ima Zhou tak karakter, ki bi ga nekako spravil v konkurenco z Bottasom. A videli bomo, kaj se bo zgodilo, kajti tudi Zhou se mora dokazati, ukolikor želi ohraniti svoj sedež v Formuli 1. Namreč prihajajo nove generacije in kitajski voznik nas ni presenetil. A zanimivo bo tisto, kar bomo videli naprimer pri Alfa Tauri. Imamo Nika de Vrija, po eni strani novinca, po drugi strani svetovnega prvaka Formule E. In imamo Yukija Tsunodo, ki je mnogokrat napravil preveč začetniških napak in v sezoni 2024 se mora dokazati, prav tako kot De Vries. In tudi ta kombinacija, čeprav na prvi pogled ne izgleda eksplozivna, bi morda pripeljala do neke zdrave notranje konkurence med enim in drugim. Čeprav ta zdrava konkurenca bi lahko kaj hitro prelasla v odprti spor. In seveda ne smemo pozabiti,
na tisti potencialno najbolj eksploziven par. In govorim o vozniški zasedbi pri ekipi Haas. Namreč tu imamo na eni strani seveda Kevina Magnusena, na drugi strani Nika Hülkenberga. Njuna preteklost je nam navdušencem dobro znana in verjamem, da sta oba dovolj profesionalna, da se ne bosta upletla v podobne spore, vsaj ne pred mikrofoni. Ampak na progi je zagotovo zgodba drugačna in tudi tu bi znalo pripeljati seveda do kakšnega odprtega spora oziroma kakšne konfrontacije. Na koncu nam preostane še drugega, kot da si ogledamo, kaj pa pri ekipi Williams. Dvomim, da bo prišlo do kakšnih notranjih trenj, zopet zaradi tega, ker Logan Sargeant bo v primerjavi z Alexandrom Albonom vsaj na začetku enostavno prepočasen. Namreč tudi karakter Sargeanta, kot sem ga spoznal v Formuli 2, ni tak, da bi odkrito iskal nek spopad. Mnogokrat se je bil udeležen v nesrečah in trkih, ampak ne zaradi tega, ker je bil v nekem boju, prej je bila to posledica napak. In mislim, da Alexander Albon vsemi svojimi izkušnjami bo lahko vsaj v začetku Sargeantu pomagal, ne vidi ga kot nek odprt izziv. A seveda tudi tu se lahko motim in proga bo pokazala, kje sem zadev pri kombinaciji eksplozivnih parov, kje sem pa enostavno zgrešil. A vseeno menim, da znotraj mnogih ekip v prihajajoči sezoni bomo videli kar nekaj iskrenja, morda ognja in seveda srditih spopadov. Za danes, kot ste dobro razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.